Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gostja v današnji oddaji Aktualno je Natalija Kovač-Jereb, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Gospa Natalija, pred nekaj tedni ste v članku v Idrijskih novicah opozorili javnost na dokaj nenavadno stanje na območju Kajzer parka. Kaj vas tam pravzaprav moti? Tam me moti glede na to, da je varstvo kulturne dediščine zapisano tudi kot ustavna kategorija. Me moti najbolj to, da je neodgovoren odnos občine do kulturne dediščine. Se pravi, kulturna dediščina je zapisana v ustavo kot ustavna kategorija. In skrb države je, da skrbi za kulturno dediščino in za naravno bogastvo. Se pravi, to je neodgovoren odnos lokalne skupnosti do naše kulturne dediščine, do Kajzer parka, do dediščine naših prednikov. Kajzer park je vključen tudi v sklop UNESCO. Ja, Kajzer park je vključen tudi v sklop UNESCO-ve kulturne dediščine in to je del naše identitete občanov Idrije. Rudarji so tam odšli in pustili pravzaprav vse tako nedotaknjeno. Marsikaj je izginilo v tem času, ne? Tako, v tem času se v bistvu v tem Kajzer parku dogajalo marsikaj. Uničile so se te kopalnice, ki so bile v času rudarjev neke vrste posebnost. Uničile so se garderobe, ki so bile na starih verigah, kjer so postavljali svoja oblačila rudarji, ko so odhajali v jašek. V bistvu tam je ostala žalostna slika našega rudarjanja. Ob vsem tem pa smo dobili še skladišče soli in posipnih materialov. Pravi biser. Ja, to me je pa najbolj zbodlo, glede na to, da če je to ustavna kategorija, varstvo kulturne dediščine. Ne vem, na kateri podlagi so se v tistem času odločali občinski svetniki, da so dovolili, da se v to območje postavi skladišče posipne soli. To je za mene res neodgovoren odnos občinske uprave do kulturne dediščine. Po zadnjih podatkih sicer naj bi sedaj to skladišče soli selili, vendarle pa je trajalo koliko? 4-5 let, ne? Mislim, da je to trajalo več kot 4 leta. Bi se pa res zahvalila sedanjemu županu, da je organiziral tudi delovno skupino na temo Kajzer parka, ki je ustanovljena v sklopu občine. Prav tako pa bi želela poudariti, da je že v času župana Krapeža so se delali načrti, neka vizija za ta Kajzer park, da predlagam tudi tej komisiji, da odpre te stare dokumente pa pogleda, kaj je v bistvu v dokumentih. Takrat so razmišljali celo o hotelu. Podpirate zamisel, da bi bil hotel tam? Mislim, jaz podpiram vsako idejo, ki bo dala temu Kajzer parku neko vsebino, ki bo dal kraju dodano vrednost. Se pravi, vsebino ali stališča kulture, vsebino stališča turizma. V glavnem v Idriji manjka nekih vsebin, predvsem vsebin tudi iz kulturnega področja. Tako da jaz imam občutek, ali pa kakor, če me moja spoznanja ne motijo, mi nimamo strategije niti kulture. Čeprav ta skupina, ki jo je imenoval župan, je pravzaprav na nek način odraz civilne družbe. Se strinjate s tem, da se občani začnejo bolj intenzivno razmišljati, vključevati v te pogovore? Ja, namen tega mojega članka, pa namen mojega javnega izpostavljanja je bil tudi v tem, da se spodbudi občane in občanke Idrije, da se mogoče začnejo bolj javno udejstvovati v tej lokalni politiki, da se opozarja na določene napake. Mislim, tukaj je velik pomen na dejavnosti civilnih družb, ker le en posameznik ne more veliko spremeniti. V bistvu skupina pa že lahko. Nekaj premakne. Po zadnjih volitvah ste se sami vključili v delo državne uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve ste bili imenovani na mesto državne sekretarke. Kakšno je bilo tam vaše delo? Ja, jaz sem bila
po zadnjih volitvah imenovana na mesto državne sekretarke, ko se je formirala vlada Marjana Šarca. Se pravi, delo državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve sem delala kratek čas in se rada pošalim, da glede na to, da delamo v finančni upravi, da se davkom in smrti ne moreš izogniti, sem se že 25. oktobra 2018 vrnila na Ministrstvo za finance kot državna sekretarka, kjer sem pa pokrivala davčni sistem, se pravi ta prihodkovna stran proračuna. Vas je takrat ob razpadu koalicije situacija kaj presenetila? Ne, situacija me ni presenetila. Mislim, da je bilo tudi pričakovano glede na vzdušje v takratni koaliciji. Sedaj ste spet uslužbenka finančne uprave, nadzirate delo podjetij in samostojnih podjetnikov kot višja finančna inšpektorica. Kaj to pomeni? Ja, drži, kot višja finančna inšpektorica v bistvu delam finančne preiskave in finančne nadzore. Se pravi, želela bi poudariti, da je dvig davčne kulture in davčne morale v Sloveniji res pomemben. Ne smemo se v bistvu obnašati kot Martini Krpani in čim bolj transparentno napovedovati svoje davčne prihodke. Čeprav se z leti najbrž tudi, bi rekel, načini, kako goljufati v navednicah državo, spreminjajo, ne? Ja, seveda, načini poslovanja družb se spreminjajo, glede na to, da se, kot sem rekla, spreminjajo od Martina Krpana naprej, zdaj smo v digitalni dobi, se pravi, se tudi uporabljajo te digitalne tehnologije pri davčnemu izogibanju. Je pa pomembno, da se davčni inšpektori stalno izobražujejo, se pravi, se spremljajo uredbe in direktive, ki se implementirajo v našo zakonodajo, prav tako pa tudi te smernice Organizacije za evropsko sodelovanje in razvoj, kjer so tudi te davčne smernice na področju davčnega inšpiciranja in davčnega nadzora. Kar nekaj izkušenj imate tudi iz gospodarstva. Bili ste v službi na Mercatorju v Idriji, na Kompasu, kasneje tudi nekaj na občini. Te izkušnje z obeh strani so najbrž dobrodošle. Ja, te izkušnje so zanesljivo dobrodošle, izkušnje pa se nabira tekom opravljanja dela. Največ izkušenj se nabere v bistvu v praksi. Praksa je izkušnja, ki res praksa in spremljanje novih zakonodaj je to najbolj pomembno na področju, da se tukaj ne zaspi. Kako danes sami ocenjujete delovanje občinskih in krajevnih oblasti z vidika smotrne porabe javnega denarja? Ja, jaz bi tukaj želela poudariti, da se morajo vsi občani in občanke zavedati, da velika slika javnih financ je sestavljena iz 4 blagajn, se pravi iz državnega proračuna, pokojninske blagajne, zdravstvene blagajne in občinskega proračuna. In vse to mora biti transparentno in zakonito. Če bodo občani ali pa državljani in državljanke vedeli, kako se porablja vsak evro, se pravi na odhodkovni strani, ne bomo pol imeli tudi problema, kot sem na začetku povedala, z davčno kulturo, z davčno moralo, s plačevanjem davčnih obveznosti. Se pravi, občinska uprava mora čim bolj transparentno občanom prikazovati svojo odhodkovno stran proračuna. Se pravi, kam se vsak evro porabi, mora vsak od nas vedeti. Participativni proračun, kot se reče tej metodi, se je v zadnjih letih nekako zelo uveljavil. Ja, pri nas še ne. Jaz ta participativni proračun podpiram, ker daje neko možnost sodelovanja občanom in občankam pri delovanju občinske uprave, se pravi, počutijo se nekako udeleženi v investiranju
v investicijah občinske uprave. Se pravi, ta participativni proračun se lahko sedaj, glede na to, da smo v digitalni dobi, spelje tudi v digitalni obliki. Se pravi, da občani in občanke iz svojih računalnikov glasujejo, v kateri namen se bo porabljal občinski denar. Če poenostavijo, župan na nek način razpiše natečaj in išče predloge, kako porabiti določeno količino denarja po mnenju občanov. Tako, ja, tukaj gre za manjša sredstva, s katerimi lahko potem občani vplivajo na investicije na občinski ravni. Povedati je pa najbrž tudi treba to, da večji del proračuna župan mora nameniti za dejavnosti, ki so z zakonom predpisane. Ja, to drži. Zanesljivo, občan mora najprej zagotoviti to zakonsko porabo sredstev. Moramo pa vedeti, da se mora vsaka občina zavedati, kako pomemben je vsak občan za občino. Glede na to, da je večji del proračuna občinskih uprav sestavljen iz dohodnine, se pravi, je pomemben vsak član občine. In občina se mora zavedati, da ne samo, da vlaga v infrastrukturo, mora vlagati tudi v ljudi, v človeka. Se pravi, z neko vsebino mora privabljati občane in občanke nove, da imajo prebivališče v občini Idrija. To se mora vsak župan ali pa občinski svet zavedati, kakšne vsebine se sprejemajo v občinskem svetu. Se pravi, ni dovolj samo investiranje v stavbe, je treba tudi investirati v človeka, v ljudi. Po zadnjih podatkih je občina Idrija tudi v tem koledarskem letu izgubila kar nekaj občanov in to se bo, čeprav razumem, poznalo tudi pri izračunu primerne porabe v občinskem proračunu. Seveda, to se pozna pri izračunu namenske porabe čez 2 leti, ker se na 2 leti izračunava ta dohodnina za preteklo leto. Prihaja dohodnina iz državnega proračuna v občinske proračune. Davek na nepremičnine, to zelo dobro poznate. Kdaj ga bomo dobili? Ja, jaz sem na Ministrstvu za finance tudi vodila to skupino za pripravo davka na nepremičnine. Tukaj lahko rečem, da bomo davek dobili, ko bo politična volja. Predvsem politična volja. Je pa potrebna širša razprava za davek na nepremičnine. Bo pa to poenostavilo sistem obračunavanja davka. Sedaj v bistvu davek na nepremičnine bo nadomestil naprimer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, premoženjski davek in nadomestilo za uporabo gozdnih cest. Mi se moramo zavedati, da so občinski odloki, nekateri na upravnem sodišču, nekateri na ustavnem sodišču in so predmet ustavnih in upravnih presoj. Se pravi, z nepremičninskim davkom pa se bojo določene stvari poenotile. Predvsem pa bodo davek plačevali lastniki nepremičnin, ne pa kot sedaj, ki ga plačuje uporabnik nepremičnine. V prihodnjem koledarskem letu bodo lastniki nepozidanih stavbnih zemljišč v občini Idrija začeli plačevati davek. Glejte, to res tega ne vem, na kakšen način je bil ta odlok sprejet. Tudi ne bi pol želela komentirati, bi mogla biti najprej z vsebino seznanjena. Je pa prav, da se ta davek na uporabo stavbnih zemljišč plačuje v čim širšem obsegu. Se pravi, tako fizične kot pravne osebe, da plačujejo. To je res pomemben, tudi drugi pomemben vir občinskih proračunov je prav ta nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Vendar pa je to zastarel način. Ta davek je iz leta 1980. To je res star davek. Ja, bodiva bolj aktualna. Povejte nam, kako preživljate čas epidemije? Čas epidemije preživljam aktivno. V bistvu spremljam tudi zakonodajo na področju Evropske unije, kakšne smernice sprejema Evropska unija glede boja proti koronavirusu, kaj se dogaja na področju gospodarstva, glede na to, da bojo to posledice in na zdravstvo, in na gospodarstvo. Moramo pa se zavedati, da bo vse to lahko pomenilo, če se ne bomo s pravilnimi ukrepi borili, neke vrste tudi socialno krizo v naslednjem letu.
Bodimo optimistični. Ja, bodimo optimistični, ja, seveda. Ja, gospa Natalija Kovač-Rep, hvala, da ste prišli v naš studio in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam za povabilo in hvala, da mi je bila tudi dana možnost, da sem v Idrijskih novicah objavila ta aktualni članek. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.